Bi kar pričeli, verjetno, če bo še kdo prišel, bo vskočil v sredini. Lepo pozdravljeni na današnjem popoldanskem pogovoru. Tema pogovora je prosta trgovina in njeni vplivi na okolje in pogovor organiziramo v sklopu projekta Trgovanje s prihodnostjo, ki ga financira UKOM. In želimo s tem projektom in temi razpravami osvetliti trenutna aktualna pogajanja o prostotrgovinskih sporazumih med Evropsko unijo, Združenimi državami Amerike in pa Kanado. Moj sogovornik danes je dr. Luka Omladič z Ljubljanske filozofske fakultete in pa okoljevarstvenik, ki to področje oziroma to tematiko že nekaj časa spremlja, tako da bo verjamem koristen oziroma da bo znal precej informacij podati. Če nimate nič proti, bi potem kar pričeli. Dr. Omladič, vi ta pogajanja že nekaj časa spremljate oziroma to tematiko, pa me zanima, kako ste pridobivali informacije, kje ste, na primer, se poskušali pridobiti neka dejstva o teh pogajanjih. No, mogoče je to za začetek treba reči, ne, da v resnici vsi vidimo, ne, da je to neka tema, ki je v Sloveniji relativno slabo pokrita medijsko, sploh v javnem diskurzu, ne, zato pač preko Humanitera in njeni sodelavci smo to zelo podprli, ne, da se nekako, bi rekel, danes štartamo pravzaprav nekaj, česar namen je, da se stvar sploh prinese, ne, pač kot temo javne debate. Ne. Na začetku je bilo to mišljeno kot okrogla miza, ne, kar smo danes tukaj hoteli narediti, ampak je spet en simptom tega, kako se o tem malo govori, ne, pač, da je bilo to težko dobiti sogovornike, ne, tako da na koncu sva ostala sama. Ne, pač že vnaprej povem, ne, da sem pač filozof in moje vloge ponovadi pri takih zadevah so, da me pač povabijo, da reflektiram tisto, kar nekdo pač bi rekel, nekoliko več ve o tem in pač pove. Ne, tako da tukaj, ampak recimo, da nam je na nek način oproščeno, ne, ker smo na začetku tega procesa, ne, pač govora o prostocarinskih sporazumih. Ne, in pač preprost odgovor na to je pač moja vednost o tem je enostavno pač iz tujih medijev, ne, največ, recimo o tem piše Guardian, tudi nekatere, bi rekel, evropske politične stranke, predvsem te, bi rekel, okoli levice ali pa okoli evropske zelene stranke, ne, se s tem precej ukvarjajo in seveda pač okoljske nevladne organizacije, kar bo potem tudi verjetno debatirala, zakaj je recimo za okoljske nevladne organizacije vprašanje sporazumov tako pomembno. Ne. Tako da mogoče, no, če dovolite, bi za začetek, ne vem, koliko ste pač seznanjeni samo to problematiko prostocarinskih trgovskih sporazumov, poskušala midva malo, tako bi rekel, na šolski način pač povedati, zakaj sploh gre. Ne, kaj ja, par osnovnih stvari, ne, da pač mogoče imamo neko podlago potem sploh za spraševanje in za debato. Ne. Jaz bi mogoče v nekem širšem kontekstu rekel, ne, da dejansko smo v nekem obdobju, ko se sklepa, ko prihaja do zaključka enega pač procesa, ki je pač skoraj bi lahko rekli zgodovinski proces. Ne. Ta zgodovinski proces globalizacije v smislu pač ustvarjanja enega pač trgovskega sveta, ne. Tisto, kar se je začelo recimo v 90-ih letih, konec 80-ih, 90-ih letih, ne, se dovršuje danes. Ne. Če se spomnimo, ne, takrat so, bi rekel, tisti, ki so videli, ne, so že v začetku 90-ih let, ne, so organizirali velike proteste po svetovnih prestolnicah zahodnih, ne, smo imeli Genovo, Seattle in tako naprej, te tako imenovana protiglobalizacijska gibanja. Ne. V prvi polovici 90-ih je bilo vprašanje globalizacije, na nek način je bilo eno izmed urgentnih vprašanj. Ne. Mogoče ne toliko v Sloveniji, ne. Mi smo bili v nekem posebnem položaju, ne. Mi smo pač prehajali recimo v neko bolj odprto tržno gospodarstvo, ne. Pač država je bila v konjunkturi, nismo niti videli tega kot nekega problema. Ne. Na Zahodu so pa, bi rekel, to tisti, ki so se s tem ukvarjali, ne, pač so videli to kot problem. Ne. Videli so, da je pravzaprav ravno globalizacija v smislu sprostitve trgovskih tokov, ne, omejitve pač carin, ovir trgovanja, ne, tisto, kar bo na nek način definirali svet v prihodnjih desetletjih. Ne. In vidimo, da ga je. Ne. Vidimo, da tisto, proti čemu so protestirali v Seattlu, v Genovi v začetek 90-ih let, ne, je dejansko tisto, kar danes živimo. Ne. Ja, recimo, da v tistem desetletju so bile najbolj pogoste. V Sloveniji se ne spomnim, da bi kaj precej, no, se s tem takrat, jaz na nek način še nisem bil takrat tako udeležen na teh aktivističnih procesih, ampak prav veliko ni bilo tega takrat. Ne.
Živimo pa danes ta svet, ne? Živimo pa svet, kjer pač pravzaprav v Sloveniji ni več industrije, ne? Kjer imamo samo še pač, bi rekel, ekonomijo storitev, kjer nimamo več svojih, bi rekel, inštrumentov monetarne politike, kjer so pač inštrumenti pač fiskalnih politik zelo omejeni, ne? Pač z našimi evropskimi zavezami in tako naprej. Ne? Skratka, tekstilne industrije nimamo sploh več. Ne? Kdo se je to mislil takrat, da bo globalizacija tako pač definirala svet v prihodnjih desetletjih in življenja ljudi. Ne? Tako da bi rekel, tisto, kar se danes dogaja, ne? Ko so spet, bi rekel, te veliki, ne? Pač, trgovski sporazumi, ne? Pač prišli na dan, ne? Je dovršitev tega procesa, ne? Se pravi, je ustvaritev, ne? Pač nekega pač dokončno globaliziranega sveta z dokončno definiranimi pač novimi pravili, takšna, kot so bila nekje zamišljena. Ne? In mislim, tisto, kar je danes naša naloga, ne? Da se pač vprašamo, kako bo to vplivalo na naše življenje, ne? Da ne kupimo tega pač tako zdravo zagotovo, ne? Kakor smo na nek način tudi v Sloveniji to kupovali v 90-ih letih. Ne? Podobno se dogaja danes, ne? Ko so v tujini recimo že nekatera mesta doživljajo večje pretrese, proteste proti tem sporazumom. Recimo Anglija je veliko vprašanje pri njih je privatizacija zdravstvenega sektorja in ljudje protestirajo masovno. V Nemčiji je bilo 700,000 podpisov zelo na hitro zbranih proti tem sporazumom. Koncev, ne, to, kar se je v Sloveniji govorilo, nekaj je bilo pač pravica do vode, ne, pravica do pitne vode, ne, ta pač evropski referendum, to ne vem, če veste, ampak to je sprožilo v bistvu Evropski sindikat delavcev v pač podjetjih, ki upravljajo pač komunalne javne storitve. Ne? Oni so pač na EU nivoju sprožili sploh to akcijo, ne? Ker pač na nek način se je ta liberalizacija storitev, ne? Pač, ki jo je EU predlagala, se jih je na nek način tikala. Ne? Tako da, ampak če se vrnemo, ne? Pač to, o čemer ne bi danes govorili, ne? Se pravi, te današnji trgovski sporazumi, o katerih se pogajajo. Zdaj, tisti, ki je na nek način najbolj v spredju, najbolj pomemben, je ta tako imenovan, ne, oziroma v slovenščini tako imenovan čezatlantsko partnerstvo za trgovine in naložbe. Ne. Torej, Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. TTIP, ne, to je pač pravzaprav kakor se zdaj kaže, ne, pač na nek način največji bilateralni trgovski sporazum, ne, kar je bil kdaj sklenjen, ne, pač, prav, ZDA in Evropska unija so skupaj tvorita, ne, pač mislim, da več kot polovico svetovnega gospodarstva. Ne. In ta sporazum je skratka pač, bi rekel, sporazum med dvema blokoma, ne, ki pravzaprav še vedno, ne, čeprav se pač premika, ne, pač težišče proti Aziji, še vedno predstavljata pravzaprav jedro svetovne ekonomije. Ne. Kaj zares, ne, naj bi pač ta trgovinski sporazum, ne, torej to partnerstvo za trgovine in naložbe pač določalo, o čem se pač danes pač tam pogajajo. Ne. Zdaj, nekako, če povzamemo, ne, ima ta sporazum nekako temelji na treh, rekel, stebrih, ne, tri stebre ima. Pogajalske, ne, in potem pač vsebina, ki iz njih izhaja. Ne. Prvi steber je seveda na eni strani ta klasični prostocarinski sporazum, ne, torej odprava carin v trgovanju, ne. Vendar vemo, ne, da kar pač ne, v procesu globalizacije že tako ali tako, ne, pač znotraj Svetovne trgovinske organizacije se je zgodilo, da so praktično že vse carine odpravljene, ne. Zelo malo je še, bi rekel, teh carinskih ovir, seveda pa so še ene, so pač pomembne, ki jih je mogoče odpraviti. Ta steber obsega tudi te tako imenovane necarinske ovire, ne, trgovanju. Ne. To pomeni, to so razne regulacije, ki jih imajo države še vedno omejene, razni standardi, tako naprej, ne. Recimo standardi pač za hrano, za okolje in tako naprej. Ne. Se pravi, ta prostocarinski sporazumi danes, ne, se vedno bolj, ne, pač saj v svetu, ki je pač globaliziran, kjer so pač odpravljene carine, se vedno bolj osredotočajo na tista področja, ne, kjer pač države pravzaprav še vedno
imajo neko kontrolo na način regulacije, na način standardov in tako naprej. Ne. In seveda tisto, kar na nek način, ne, kaj nam tukaj prižiga, ne, rdeče luči, ne, te standardi niso tukaj kar tako, ne. Niso tako, da bi pač zlobni, niso tukaj, saj mi tako mislimo, niso tukaj zato, ker bi zlobne države, ne, hotele pač uničevati pač svetovno ekonomijo, ne, ampak so te regulacije tukaj zato, da ne, zaščitijo naše zdravje, da zaščitijo naše okolje in tako naprej. Ne. In odprava teh pač standardov v imenu ne, proste carine ne, je lahko nekaj, kar lahko pač bi rekel naša življenja prizadene. Drugi steber ne, je pač v angleščini, pardon, jaz nisem ekonomist, očitno, ne, pač filozof, tako da se upravičujem terminologijo v slovenščini, mogoče bo verjetno, zgotovo, bo mimo treščila, skratka, regulatory cooperation, to pomeni sodelovanje glede pač vzpostavljanja pač pravil regulatornih mehanizmov in tako naprej. Ne. Ker pa seveda, recimo ZDA in Evropa imata različne zakone, različne standarde, ne, pri tem, kako se regulirajo pač proizvodnja storitev in dobrin in storitev. Ne. In sodelovanje, ne, ki ga pač ta tip sporazum naj bi pač povečal, ne, naj bi pač pomenilo, da pač države, da EU in Evropa ne, pač bolj sodelujejo skupaj ne, pri vzpostavljanju, da koordinirajo ne, pač vzpostavljanje teh pravil. Ne. Zdaj seveda težava je pač tukaj v tem, ne, da saj na številnih pač primerih ne, vemo, da pač ima Evropska unija naše države veliko više standarde, ne, pač teh regulacij in tako naprej, kot jih ima ZDA. Ne. Zdaj spet ne vemo, ne, kaj bo ta kooperacija v vzpostavljanju standardov, ne, ta drugi steber pomenila. Ne. Če se bo nekaj koordiniralo ne, in če imajo oni pač nižje standarde kot mi, ne, verjetno se bo iskalo pač neko ravnovesje, ne, nek kompromis. Ne. Kompromis za nas, ki imamo recimo višje okoljske standarde, ne, kot recimo Ameriki, bo nujno pač pomenil, ne, da bomo mi morali znižati. Ne. Ampak kot rečeno, ne, pač v konkretnih primerih mogoče še malo kasneje. Ne. Bi rekel, tretji steber, ne, da pač bi se postavljanje pravil trgovinskih in tako naprej, ne, pač potekalo globalno, ne, se pravi, da bi se na nek način, da se na nek način jemlje državam ne, pač, težo ne, pri določanju pravil, ne, da se vedno bolj ne, pač, bi rekel, postavlja ne, inštitucije, mednacionalne, globalne inštitucije, ne, ki pač določajo, ki so tisti subjekti, ne, ki pač določajo ta pravila in standarde. Zdaj, če nadaljujeva, ne, mogoče, skratka, te tri stebre nekako okoli njih so organizirana pač pogajanja, če zdaj mogoče na hitro omenva, kaj so glavni pomisleki, okoli česa bi recimo glavne točke zaskrbljenosti pač organizirali, ne, in čem na nek način tudi najbolj tečejo debate, ne, pač v teh pač subjektih, ki so kritični, ne. Prvo področje zaskrbljenosti je vprašanje transparentnosti. Ne. Transparentnosti na večjih nivojih. Ne. Pač prvič transparentnosti, kako ta pogajanja, ne, kako te procesi, ki tako močno bodo pač definirali naše življenje, ne, način, kako ekonomije funkcionirajo, način, kako naše življenje funkcionirajo, kako ta pogajanja pač potekajo. Ne. No, mi imamo vse te demokratične inštitucije, ne, pač od parlamentov nacionalnih do pač Evropske unije in tako naprej, ne, ampak tisto, ne, kjer pa mogoče se dogajajo stvari, ki so še toliko bolj pomembne za nas, ne, se dogaja za zaprtimi vrati, ne, pač nekih, bi rekel, pogajanj, ne, kjer pravzaprav ponovadi niti ne vemo, ne, če so naši predstavniki, naši reprezentanti sploh udeleženi. Ne. Mogoče je to, ko je bilo rečeno, da bo sporazum, ker je trgovina mednarodna že toliko liberalizirana in carine relativno nizke, da bo 80% teh prihodkov, ki naj bi generiral ravno iz teh netarifnih barijer, ne, se pravi z odpravljanjem teh zakonodajnih razlik, ne, in da mogoče je to ravno ključen problem, da so zato ljudje toliko skočili v zrak, ker to v končni fazi pomeni neko zakonodajo, ki ščiti naš javni interes, ne? In da ta transparentnost tukaj je potem
bistvena za to, da bi lahko ljudje vsaj dobili vpogled v to, ali bo res prišlo do te nižanja standardov. Ne? Je iluzorno pričakovati, recimo, da bi pa na najvišji standard poenotili tukaj. Ja, mislim, in ta netransparentnost je v tem, ne, da pravzaprav to je čisto onstran, v veliki meri onstran demokratičnih pač procesov. Ne. Mogoče pride do demokratičnih procesov odločanja, pa to na neki točki, ne, ko so stvari bolj ali manj že odločene, ne, ko imate že nek predlog sporazuma že definiran in potem pride recimo v Evropski parlament, ne, in potem Evropski parlament, ne, če je ravno tako razpoložen, ne, pač mogoče uspe, no, kakor pri sporazumu akta, ne, tistemu pretoku informacij, kaj dosežiti malega. Ne. Potem se bo to pač prelije v nacionalne parlamente, ne, ki so pravzaprav tisti edini prostor, ne, kjer naj bi mi pač državljani še nek direktno pač vpliv imeli, ne, kjer pa bolj ali manj so parametri že popolnoma določeni, kjer je pa recimo naša zakonodaja lahko se samo evropski prilagodi in tako naprej. Se pravi, neke blazno pomembne, ne, pač stvari se dogajajo v nekih zaprtih kabalah, tako to je izraz, ki ga Marcel Stefaničič zadnjič v Mladini uporabil, ne, pač, kjer včasih, če pogledamo, ne, sestavo, ne, teh pogajalcev, recimo v tem konkretnem sporazumu, ne, evropsko-ameriškem, ne, je pravzaprav tam okoli skoraj 90% pogajalcev, tistih konkretnih ljudi, ki so udeleženi v teh pogajanjih, sploh ni, ne, predstavnikov pač politike, ampak so predstavniki pač gospodarstva, ne, se pravi iz privatnih sfer, ne, ki sklepajo sporazume, ki bo na koncu postali nacionalni zakoni. Ne. Ni tukaj nekih neposredno izvoljenih demokratičnih predstavnikov. Ja, seveda, ne, mislim, ne, recimo nek drug sporazum, o katerem bo mogoče pol tudi govorila, ne, tisti pač o trgovini s storitvami, ne, je ravno, ne vem, kakšen mesec nazaj je Wikileaks, ne, pač ven dal pač te tajne dokumente, ki so bili pač tajni, klasificirani iz pogajanj in je precej nekaj neverjetnih stvari, ne, pač tam vam prišlo, ne. Tukaj pojavil se je tudi en indic, nekateri so namignili na to, da ravno ta netransparentnost omogoča tem državnikom, ki pa so nekako naši predstavniki, ki smo jih izvolili, da se lahko ob tem nekako imajo izgovor, češ ne poznamo vsebin, ne vemo, kaj se dogaja. Ne. Ja. Ampak vseeno, mislim, da tukaj države delno lahko sodelujejo skozi ta svet Evropske unije, tukaj lahko verjetno nekako vsaj malo prispevajo. Ja, verjetno bi tudi več lahko, ne, če bi bil pač proces informiranosti, zakaj sploh gre, ne, pač večji, ne, koliko ljudi, če v Sloveniji vprašaš, pa sploh že slišali za pač, ne, to, da se zdaj dogaja pač v bistvu največji trgovinski sporazum v zgodovini sveta, verjetno, ne, najbolj na nek način, ne. Tako da, no, skratka, pač transparentnost, ne, pač prvi problem, pač, mislim, ni samo tega sporazuma, ne. Ta netransparentnost v odločanju je sploh pač problem današnjega sveta, ne, ker vidimo, da je pač pravzaprav tisto, kar je demokracije, ne, je pravzaprav omejeno na en relativno mali del, ne, še pač našega vpliva na svet, ne. Cel, bi rekel, ta trgovinski, gospodarski svet se pa odvija pač onstran demokratičnih procesov, ne, ali pa zelo omejenim vplivom demokratičnih procesov. Zato ta beseda transparentnost na nek način, ki je tako pač, bi rekel, popularna, ne, je pač res ključna, ne, ko začnemo tako globinsko razmišljati o tem, zakaj gre, ne, vidimo, da pač ta netransparentnost je nekaj, kar pač politično delovanje, ne, današnjega sveta na nek način definira, ne. Drugi problem, ne, recimo v zvezi s tem sporazumom evropsko-ameriškim je, za tega mogoče ste že slišali, tega se mogoče tudi največkrat omenja, je tako imenovan mehanizem v slovenščini za reševanje, to me Andrej pred predavanjem obvestil, kako se reče v slovenščini, mehanizem za reševanje sporov med investitorji in državo. Taka fina kratica, ne, pač v angleščini ISDS, ne, pod tem, ga lahko najdete na Google, ne. Če mogoče bi tukaj kar, da ste že slišali za ISDS. ISDS, ne. ISDS, torej mehanizem za reševanje sporov med investitorji in državo, ne. Zelo pač poenostavljeno povedano, gre za to, da pač ne samo ta, ne, pač konkretni, ne, pač sporazum, o katerem se zdaj pogovarjajo evropski in ameriški, ampak večina svetovnih trgovinskih sporazumov predvideva neke določene mehanizme, ne, pri katerih, ko pač v globalni trgovini, ne, pride do spora med nekim globalnim investitorjem in državo, tujo državo, v kateri je investiral, ne, da se spor med državo in tem investitorjem ne rešuje na pač področju same države, ne, ampak da se ta spor prenese na neko tretjo instanco, na nek tretji tribunal, kot neodvisen tribunal, kjer se bo spor med državo in investitorjev pač poravnal.
Zdaj, en tak dosti znan primer, ne, to se že dogaja, ne, to se stalno dogaja. En tak primer, kjer smo pač v okoljski skupnosti veliko debatirali, ne, mislim, ga vsi poznajo, je še vedno trajajoč, ne, mislim, iz leta 2012 spor med švedsko družbo Vattenfall in Nemčijo. Ta švedska družba je pač lastnica, podelna lastnica dveh nukleark v Nemčiji. Ne. Veste, da pač potem po nesreči v Fukushimi, ne, je pač Nemčija pač sprejela plan, da se pač zapre vseh 17 najstarejših pač nukleark nemških in med njimi sta bile tudi dve nuklearki, ne, ki sta bile pač v lastništvu te švedske družbe Vattenfall. Ne. Seveda, švedska družba Vattenfall je potem pač protestirala, ne, in je pač, bi rekel, ta spor prenesla na tako imenovan center za poravnave, International Center for Settlement of Investment Disputes. To je pač en mednarodni tribunal, ki deluje v sklopu pač tega grozda inštitucij znotraj Svetovne banke, je lociran pač v Washingtonu, ne, in zdaj pač bi rekel v Washingtonu, ne, se pač v bistvu toži nemško državo, ne, zaradi pač zaprtja dveh nukleark, zaradi česar je bil pač prizadet tuj investitor. Ne. Za kakšno odškodnino gre tukaj mogoče še to? V resnici ne vem. Ampak gre za milijonske, mislim, za velike milijonske zneske. Jaz sem nekje podatek po 3,7 milijarde evrov, mislim, da je nekaj takega, da tožijo Nemčijo. Veliki zneski. Ne. Drug tak zelo znan primer je, ki tudi poteka, ne, ko so investitorji znotraj obstoječih, ne, pač trgovinskih sporazumov tožil pač državo, kjer je investiral v tujini, ne, je pač Philip Morris, ne, torej ta tobačni velikan, ki pač toži še vedno, ne, pač poteka, ne, spet na tem istem tribunalu v Washingtonu, toži pač Avstralijo in Urugvaj zaradi njunih pač protitobačnih zakonov, ker je Avstralija je pač prepovedala napise na cigaretah, ne. Mora biti škatlice cigaret pač brez napisa, ne, in pač Philip Morris je nekako pač to razume, ne, kot napad na njihovo investicijo, da jim bo zmanjšal profite in pač spet v tuji državi na nek način, ne, pač tožijo, se odvija sodni spor glede nečesa, kar se je na lastnem ozemlju zgodilo. Tisto skratka, kar nas, ne, in ne, pač en ključni del, ne, tega pač evropsko-ameriškega sporazuma, ne, ki zdaj poteka, je točno to. Ne. Se pravi, je vprašanje, kako bodo delovali, kako bodo zdaj med Evropo in Ameriko, ne, pač delovali te mehanizmi za reševanje sporov med investitorjem in državo. Ne. Mislim, da je bil tudi javni posvet, je komisija potem sprožila na to seveda, temo. Ne, sem tukaj, evo, če pogledate, zdaj pač poskušajo biti bolj transparentni, ne, in recimo ta dokument od Evropske komisije, ne, je prav Fact Sheets, Investment Protection and Investor to State Dispute Settlement in EU Agreements. Ne. In potem, če tukaj preberete, ne, kaj ne bi pač ta zaščita investitorjev, ne, pač, zakaj jo pač potrebujemo, pravi zaščita pred diskriminacijo, ne, investitorjev, ne, zaščita pred prisvojitvijo, ne, se pravi pred nacionalizacijo tega, kar ni javna lastnina, ne, zaščita pred nepravičnim in neenakopravnim pač obravnavanjem, ne, in zaščita možnosti transferjev kapitala. Ne. Se pravi, te 4 točke, ne, naj bi pač ta zaščita pač obsegala, ne, in vselej, ne, pač ko nek pač tuj investitor, ne, pač presodi, ne, da je kakšna izmed teh točk, bi rekel, da država posega v njegove pravice, ne, lahko ta spor rešuje, ne, pač na nekem v skladu s tem pač sporazumi, ne, prostotrgovinskimi na zunanjem tribunalu. Ne. Pazite, ne, kaj imate zdaj situacijo, ne.
zakaj je pač to za nas, bi rekel, te skupine, ki se organizirajo znotraj Evrope, še bolj, bi rekel, sporno. Evropa vendarle ima, ne, mislim, če kaj ima, ne, pa ima razvit ta svoj, bi rekel, pravni sistem. Ne. Imamo evropska sodišča takih in drugačnih stopenj. Ne. Zdaj ne, pa sklepamo sporazum, ne, ki bo za eno celo serijo, ne, pač, bi rekel, stvari, ki se bodo dogajale, ne, pravzaprav pristojnosti oduzel, ne, že vzpostavljeni ne samo nacionalnim, ampak svojim evropskim sodiščem, ne, in jih prenesel na reševanje nekih sodišč, ki bojo pač recimo bazirane nekje v Washingtonu, ne, pač kot sodišče, kot to obstoječe sodišče. To je bil tudi eden ključnih očitkov, ne, da je evropski pravni sistem nudi zadostno zaščito in da ni absolutno nobene potrebe. To vsi, bi rekel, nasprotniki teh sporazumov trdijo. Ne. Če ne zaupate, ne, pač če ne zaupate slovenskim sodiščem, se vemo, ne, da so vsa pač pokvarjena in tako naprej. Ne. Ampak se imate evropska sodišča, ne. Ampak ta sporazum, ne, oziroma ta sporazum konkreten in te sporazumi nasploh grejo še do ne evropska sodišča, ampak mednarodni tribunali, nekaj zunaj Evrope, bodo odločali o tem, če bo pač neka multinacionalka, ne, pač presodila, da slovenska država recimo z nekimi svojimi pač regulacijami, ne, pač krši njihovo investicijo. Mislim, sam zamislite si, ne, pač recimo, ne bo hipotetičen primer, ali pa tudi ne, vzamemo recimo ta spor med Lafargeom in državo, ne, pač zdaj recimo je pač vzela, ne vem, Agencija za okolje, oziroma sodišče je presodilo, ne, da je pač to dovoljenje Agencije za okolje, pač, ki je bilo izdano pač neki Lafargeov, da ni veljavno. Ne. Teoretično, zdaj bi si mogel prati usta, ker je res čisto hipotetičen primer, ampak hipotetično v nekem analognem primeru, ne, tudi če bi na vseh slovenskih sodiščih ali pa celo na evropskih, ne, pač Slovenija dobila, ne, proti Lafargeu, ne, bi imel pač Lafarge še vedno možnost kot investitor, ne, v skladu s temi krovnimi sporazumi, ne, jeti ta spor reševati na pač neko to tretjo stopnjo v Washington in če bi tam dobil, ne, ker je pač ta sporazum veljava mednarodnega pač zakona, oziroma ne vem kako natančno, ne, mislim pravnik je v to ukomponiran, bi pač država, če bi tam dobil, bi država mogla pač se ukloniti, ne, temu. A prav razumemo, pa tudi slovenska firma, slovensko državo toži na tej inštanci? Vaše francoski, ne? Se pravi, to znotraj... Ne, ravno to je pa paradoksalno, ne, da tukaj v bistvu s tem se nudi tujim investitorjem večjo stopnjo zaščite kot pa domačim. Ne, mimo treh nivojih, ne? Ja. Slovenija, Lafarge, francoska firma, spravi še deli EU in nad EU inštanca. Zakaj je pa tudi Dogaja se, da prihaja do zlorabne, se pravi, če bi šlo za neko podjetje, ki je iz Amerike, prihaja pa investiralo v Evropi, potem brez problema lahko bi tožilo na tem sodišču, ki bi bilo ustanovljeno, ampak se pa dogaja tudi, da recimo je podjetje, ki je bazirano v Evropi in je investiralo v Evropi, odpre neko podružnico v Ameriki, to bi bil zopet hipotetičen primer, se pa pod obstoječimi sporazumi take trike, manevre uporablja za to, da potem lahko tožijo v bistvu. A to si ti, mislim, jaz namreč ne vem, jaz ne vem, to je dobro vprašanje. Ja, ne, ameriška firma bila, pa razumem. Ja, načeloma je tako, da ameriški investitorji bi lahko v Evropi... Evropska firma pa lahko ameriško firmo nekaj. Ja, je pa obratno, ne. Ameriško firmo... Ampak recimo pod nafto, ki je zdaj ta obstoječ Northern American Free Trade Agreement, se je ravno to dogajalo, da so, ne vem, Američani preprosto odprli neko podružnico v Kanadi, da so lahko na podlagi tega sporazuma potem spor sprožili tudi v lastni državi, ne, kjer so imeli investicije. Ne. Mogoče bi jaz še to vprašal pri tem ISDS-u, tem mehanizmu za tožbe, se pojavljajo tudi očitki o tem, da prihaja do zlorab, oziroma koliko je recimo zdaj aktualnih teh sporov bilo v zadnjih letih, če ste kje videli podatek, pa pojavlja se tudi očitki, da bo zlorabljen za tako imenovan legislative chill, ne, da bo vodil v ta efekt. Ja, nekje sem se prav zapisal, koliko jih je bilo, ampak mislim, da jih je bilo, če se ne motim, jih je prav veliko, ni, recimo... Da so izrazito porasli. Ja, zelo so porasli in to gre tako, mislim, da sem zasledil podatek za ZDA pa Mehiko znotraj nafta sporazuma, ne, da je tam, ne vem, mislim, tako nekaj desetno, recimo, takih high level. Ne, ja, ker mislim, da je nekje na svetovnem nivoju, pod vsemi temi, mislim, da je skoraj 600 teh tožb odprtih, ne, in to je v zadnjih letih, zdaj v zadnjih parih, da je zelo zraslo.
to število tožb. To je na nek način grozljivo, ne? Če tako pomisliš, ne? Kaj se vzpostavlja se nek onstran teh naših nacionalnih ali pa transnacionalnih pravnih držav, ne? Se vzpostavlja nek, bi rekel, korporativni svet, mislim, kjer bojo korporacije pravno zaščitene če so onstran tistega, kar pač neka država lahko... Ja, nek paralelni zakonodajni okvir, kjer bojo investitorji lahko tožali. Je pa, tudi to je bil eden od očitkov, da se, kot sem že prej rekel, ta legislative change, če bi mogoče lahko še to majham, če si kje zasledil, kjer se tudi pojavlja ta očitek, da so targetirane predvsem tiste zakonodaje, ki so na področju okolja ali pa zdravja, recimo. In da se potem tudi, da zadošča že sama napoved, recimo, da neka korporacija zveza pripravo nekega novega zakona, ki bi služil nekemu javnemu interesu, naprimer prepoved frackinga ali kaj podobnega, in ko korporacije zvejo za pripravo neke naprednejše zakonodaje, da preprosto zagrozijo za uporabo tega mehanizma in s tem preprečijo uveljavitev te zakonodaje. Ja, mislim, en primer, ki sem ga zasledil, mislim, tukaj ga v tej študiji, ki zdaj vam povzemam, je pač je spet znotraj tega NAFTA sporazuma, se pravi severnoameriškega, ko je pač neka ameriška družba Lone Pine Resources je tožila kanadsko pač državo Quebec, ki je pač uvedla moratorij na fracking, ne, se pravi na to pač nekonvencionalne metode pač pridobivanja plina iz skrilavcev, ne. In pač jih je pač enostavno na tej inštanci, ne, pač so jih tožili. Zdaj, ravno v primeru frackinga, ne, to je spet ena izmed teh točk, ne, če se v tem tudi govoriva veliko okoljevarstvenih, ne, pač zadržkov, ne, tem severnoatlantskem, mislim, temu sporazumu, preko atlantskemu sporazumu. Vemo, da je pač v Evropi, ne, pač kar nekaj držav, ne, ki so omejile, ne, pač fracking, ne, se pravi, to pridobivanje plina z hidravličnim drobljenjem. Ne. Kaj bi se v tem primeru zgodilo? Ne, ne vemo, ne, zares, ne, ampak lahko, da bi, ne, tukaj pač interesi pač industrije pač so ogromni, ne. Mislim, to je, nekje sem prebral, da pridobivanje plina, to postaje na največjih pač energetskih industrij, ne. Nekje je bil podatek, da Chevron že recimo ima na Poljskem neka testna nahajališča oziroma pilotne projekte in da se ravno zato tudi, da se zelo zavzema za vključitev tega ISDS-a v sporazum, zato da v primeru, če bi se Poljska recimo napačno odločila po njihovi, skratka prepovedala to, da bi lahko sprožili nek spor. Ne. Ja, jaz sem se predvsej s tem frackingom ukvarjal v Petišovcih, ne, in tam smo pač hodili do ministra Židana, ne, in minister Židan je rekel, dokler sem jaz tukaj, ne, oni ne bojo dobili dovoljenja za fracking, ne, tako zelo, bi rekel, kategorično je rekel, ne, ampak kaj, ne, zdaj, če bomo imeli nek tak sporazum podpisan, minister Židan ali pa kjerkoli minister ne bo več kaj dosti mogel, ne, mislim, tam bojo pač, ne vem, to Ascent Resources se imenuje ta britanska multinacionalka, ki pač tam pri Lendavi ima podpisano pač pogodbo koncesijsko za fracking, ne, v Sloveniji, v končni fazi, ne, bo pač, če ne bo dobila dovoljenja, ne, spet bi rekel, hipotetično, ne, bo lahko šla tožiti Slovenijo, da pač ona je investirala, ne, se so predvsej investirali sem, ne, pa ne moramo frekati, ne, čeprav posod druge pa lahko, ne. Zdaj, mogoče uporabljava, ne, se to je malo problem, ne, spet veliko uporabljava to besedo hipotetično, ne, in to je eden izmed teh težav, tega govora o sporazumih, ne, ker dejansko, bi rekel, imamo premalo teh konkretnih pač podatkov, ne, glih za take konkretne primere, ne, da bi lahko rekli, ne, kaj se bo zgodilo s frackingom, ne, v tem sporazumu. Ne. S frackingom recimo je popolno grežno. Jaz sem bil lani slučajno tam, ko so bili protesti, ker mislim, da so oni smo imeli zakon, ker je dovoljeval fracking, kako da nekje mora začeti, so bili pa taki protesti, da nismo. So skratka blokirali. Mislim, to je, ne, skratka, dokaj nekaj hipotetično, se ljudje delajo, da ni tako, oziroma ga pač ne zaznajo. Ko se to pač pojavi v neki obvedljivi bližini, reagirajo. Mislim, to je, se mi zdi, ni to del te zgodbe. Tudi skratka, taki 6 sporazumi. Če pripeljajo do točke, ko prije do ene res konfrontacije, tako kot koncu pri nas je za Savo in tako naprej. Se pač seveda sproži neka gibanja, ki prej slej pripeljajo do tega, da se nekaj zgodi. Se je v redu, ne čez noč. Ampak recimo, da Farš
očitno počas najbrž kufe pripravila v Sloveniji. Sej, ni bilo lahko, pa marsikaj je bilo treba za to narediti. Skratka, nek rezultat pa na koncu je. Tako da, jaz mislim, da zadeva čist črna vsem mogoče. Ja, no, jaz upam. Ja, se strinjam. Se je vprašanje, koliko daleč, ne, pač, mislim, lahko grejo, ne, tudi multinacionalni. Mislim, se, ne vem, en primer, zadnjič je bil dosti tak, Coca-Cola, ne, je imela, Avstralija je imela, ena izmed avstralskih držav je sprejela neko pač uredbo, no, skratka, ki je pač uvedla kaucije na plastenke, ne, v kontekstu tistega, ne, ki se je zdaj veliko teh filmov, ne, pač plastiki na Tihem oceanu in teh pač ptičev, ki potem umirajo in so polni pač plastičnih steklenic in tako naprej. In pač tam ena avstralska država je pač uvedla, mislim, je uvedla pač kaucije na to, ne, mislim, da tako kot Hrvaška ima že zdaj, ne, in je pač Coca-Cola, ne, Corporation, jih je tožila, ne, mislim, na avstralskem sodišču, ne, ni bilo to na nacionalnem, na avstralskem, da pač to pravzaprav uvera njihovo prodajo, ne, da je to nepravno, ne, pač bi rekel poseganje v njihov posel, ne. Ampak potem je bilo to, ne, mislim, rezultat je bil, da so zelo kmali pač to tožbo omaknili, ker je bila le tako absurdna, ne, in tako po internetu so se potem, če na YouTube pogledate, cel kup, ne, pač takih anti-Coca-Cola kampanj, grassroot je nastal, so enostavno mogli se umakniti iz tega sodnega procesa, ker se je videlo, da bo to pač za njih bolj v končni fazi škodljivo, kakor če bi ustrajal, ne. Ampak dobro, ne, pač na eni strani, ja, jaz bi tako rekel, jaz sem tudi, ne, skoraj vedno, ne, pač tako kot je filozof Kant rekel, ne, pač mislim, na nek način glede moči ljudstva, da spremenja stvari na boljše, moraš biti optimističen, ne, to, ne zato, ker bi bil optimist, ampak ker je to tvoja moralna dolžnost, ne, da verjameš v bistvu to, da ljudje lahko nekaj naredijo. Po drugi strani, ne, pa tudi ne smemo pač podcenjevati, ne, pač moči teh mehanizmov, ne, po moje, ki se pač tukaj vzpostavljajo, ne, vedno bolj, ne. In mogoče pravzaprav še težko presojamo čisto dobro, kakšna bo njihova moč, ne, zares. Ker kljub, tudi če jih je 600, ne, je to še vedno relativno malo, ne. Mislim, enkrat, ko se bo ta stroj zagnal, ne, pa zna biti, bi rekel, ne vem, čisto dobro, kakšen je njegov domet, ne, pač. Mislim, ne vem, to so se ravno prej pogovarjali, en tak primer, en dokumentarc je bil tak, spet posnet o te svinariji, ki se je v 90-ih letih dogajala v Afriki, ne, predvsem v Južnoafriški republiki, ko so imeli pač epidemijo AIDS-a in kužb s HIV-om in je pravzaprav ena indijska, pač Indija, dolga zgodba, ampak skratka Indija je pač ponudila ta koktajl proti HIV-u, ne, po nekih zelo ugodnih cenah, ne, na koncu so prišli tam na $100 in tako naprej za letno terapijo, ne, pa je trajalo 3-4 leta, ne, da so pač ta zdravila, ki so bila že pripravljena, sploh prišla do Južne Afrike, vsa ta 3 leta, ne, so pa, bi rekel, velike farmacevtske korporacije ravno s sklicevanjem na razne patente, sporazume, tako naprej blokirale. In v teh 3 letih, ne, v dokumentarcu je bilo pokazano, koliko ljudi je pravzaprav umrli zaradi sprožitve nekih teh mehanizmov, ne, pač, ki so se v končni fazi na patente in na sklicevali. Ne. Tako da, mislim, ja, ne, pač, ampak mislim, da stvar nekako ni nedolžna, no, da pač moramo tukaj zelo biti pozorni, tudi pač, bi rekel, laiki in pač državljanska javnost na to, kaj se tukaj dogaja. No. No, tukaj tudi eno poglavje je o intelektualnih pravicah, ne, sem tudi bral, da se industrija farmacevtska zelo prizadeva, da bi podaljšali to obdobje, ko lahko nekako ekskluzivno trži tiste svoja, prav tako skušajo ta generična zdravila blokirati. Ja. V tem primeru je šlo za to, da je pač Indija imela takrat čez časa Indire Gandhi, ne, pač neko patentno zakonodajo, ki je bila drugačna od celega sveta in je omogočala na nek način, da tako rečem, krasti, ne, pač patente za zdravila, ne. Zato je pač tudi proizvedla, ne, lahko to poceni, ne, te koktele, ne, pač. Sem še nekaj vprašan. Prvo je, sem te z istim interesom kot vi, ampak rad vam Boba, ne. Prav primer, gospod imenil Lafarge.
Tu v Sloveniji še ena ogromna cementarna in to je Anhovo. Sam delam v logistiki proti teh odpadki in vem, da Anhovo ima dovoljenje za sežig teh odpadkov plastičnih, ta francoska družba pa že dolga leta ne. Zakaj ne moremo, to je tako, mislim, jaz imam občutek, da to je tako, da Janša zapreš, Jankoviča pa ne. Mislim, brat bi imel, kaj bo zdaj naredil Lafarge, če se mu grodi krivica? Recimo, mogoče je ena dobra stvar tega ISIS-a, ne? Ta, ne, recimo, ampak čeprav ne zagovarjam, sam tle bi mogoče reščico. Tako da nismo, mislim, da smo objektivni. To je pač pogledno. Ja, pač da se hoče reči, da dejansko je nepravično, da se tujega če sta v isti poziciji, da se tujega investitorja in domačega investitorja nepravično obravnava. Ja, mislim, seveda, jaz se strinjam z vami, na neki pač osnovni ravni pač neke pravne mislim, etike, pravo je gotovo, pač ne enakopravno obravnavanje pred zakonom je nekaj, kar pač ne more znesti. Ampak tukaj gre za problem, da se pač tribunal prenaša onstran pač nacionalnih meja. Se pravi, mislim, zakaj ne bi ta disput mogel biti rešen pač znotraj pač države ali pa konec koncev, če znotraj države pa se je še Evropsko sodišče v končni fazi. Zakaj treba to bolj prenašati na neko tretje trgovinsko? Ni nujno, da bo objektivno. Tudi to je, da so ti... Vsi tudi kontrolirani, da bo domače bolje. Ja. Ni nekega višjega nivoja pravičnosti izven. Mislim, da pri teh mednarodnih tribunalih je težava, da so to neki arbitri, ki več ali manj je to neko omejeno število, so dostikrat tudi prihajajo iz nekih korporativnih okolij in zadeva je taka, da se tam tudi ne da potem več pritožiti na tisto odločbo, ki je. Tudi, če te neko podjetje zvleče pred to sodišče, neko državo, država mora nositi stroške tega postopka samega, ki šteje vedno v par milijonih, potem pa na tisto končno odločitev se pa ne da pritožiti. Mislim pa, da je tako, da je struktura nekje, da 30% preteklih tožb so dobile korporacije, 40 ne, ostalo je šlo pa nekako, da je šlo za neko poravnavo, da so se pač dogovorili, se pravi, da država je na koncu nekaj plačala. Zdaj, jaz tega konkretnega primera v Lafargea in Anhova ne poznam razlik, ampak koliko razumem, je v Lafargeu šlo za to, da je dovoljenje bilo izdano za, zdaj, ker tudi jaz ne poznam toliko tega, sežig... Alternativnih goriv, to so pač gume, odpadne in... Ja, ampak je bilo tudi to zadnjo zadevo, ki so povlekali, je bila težava v tem, da so oni imeli dovoljenje, zdaj bom na pamet govoril, ker res ne vem, mazuta, kurili so pa koks, ali je bilo pa obratno, Težava je bila v tem, da tisto, kar so oni navedali v tisti prijavnici, takrat so kasneje dodali še eno zadevo in jo kurili, ki pa ni, mislim, da tudi, ne vem, mogoče vi poznate, če ste iz tam, je bila to težava, in zato, zdaj pa ne vem, kaj pa je... Veš, se že skozi nekaj novega, tako da jaz naverjavam vsem, kaj prijevam, tako mislim, tam pač... Zdaj ste hvala pogledaš sam se. Vem, da upravna enota dolg ni hotela razkriti tistega dovoljenja, ko so izdali za... Mislim, da je bilo tako, da so kurili tisto, za kar niso imeli dovoljenja, ne bom pa trdil, ker nisem prepričan. Če lahko sam tole, zdaj med tem, ki si govoril, sem našel v tem EU fact sheetu, v ISDS, kar je na nek način zanimiv, ker tukaj pač v introduction utemeljujejo, zakaj je pač to potrebno, ampak seveda, ta zaščita je v redu, ampak v prvi stavek, zakaj to potrebujemo, pravi tako, This relates to finding a better balance between the right of states to regulate and the need to protect investors. Sprav, prva utemeljitev ni v boljši, bolj enakopravni pravni zaščiti, ampak v iskanju nekega balansiranja med pravico države, da regulira in potrebo po zaščiti investitorjev. To je tisto, kar je po moje tako simptomatično na nek način in kaže, zakaj zares gre. Gre pač v osnovi za deregulacijo, oziroma za zmanjševanje moči države, in oziroma, oni rečejo balansiranje, ampak dejansko, v tem konkretnem primeru zmanjševanje moči države, pristojnosti države, in večjo zaščito, investitorjev. To je eden ključnih očitkov, ravno to, da bojo korporacije dobile moč nad državo. Drugi tak očitek se pa pojavlja v zvezi tudi na tem regulativnem področju, ko pa gre za samo usklajevanje te zakonodaje med Evropo in ZDA. Tukaj so tudi predvideni neki mehanizmi za bodoče, kako bi naprej potem regulirali to zakonodajo. Ta Regulatory Cooperation Council, recimo ena taka entiteta, kjer bi spet cel kup nekih korporacij sedelo v teh svetih in
bi imeli pravico, da vidijo osnutke zakonov, še preden bi ti do parlamenta prišli. To je na nek način zanimivo, ne? Če ta en tak banalen očitek ponovati Evropejcev, ne, Evropske unije, da se nam pač določajo, kakšne ne bojo kumare, kakšne smejo biti kumare velike. Ne? Zdaj pa smo v nekem procesu, ki ne samo Bruselj, ne? Ampak tako pač, mislim, še na nekem višjem nivoju, ne, ampak okej, mogoče to ni najboljši primer, tukaj gre v bistvu za deregulacijo, ne, bolj kot za regulacijo. Počasih je pač lahko regulacija, mislim, deregulacija v bistvu zamaskirana v obliko regulacije, ne. A grejo mogoče še malo na te okoljske stvari, ki sem rekla, da bi jih še omenila. Torej, skratka, fracking, ne, pač glede, zdaj konkretno, ne, glede tega tip sporazuma, ne, ena izmed teh stvari, ki recimo se pač te najne okoljske organizacije z njimi ukvarjajo. Druga, recimo, če še nekaj omenim, ne, take najbolj izpostavljene so pač ekološki standardi, ne. Ekološki standardi, recimo, to mislim, da si ti predvsej naštudiral, ne, pač evropska regulacija kemikalij, ne, pač Evropa ima, no, mogoče... Ja, tukaj, ki je bistveno naprednejša od ameriške, ne, in zdaj pa ideja je, da bi, ker je ta razkorak med zakonodajo Evrope in ZDA, ne, tako velik, ovira trgovino, ne, se pravi, kar je dovoljeno v Ameriki, v Evropi ni dovoljeno in zdaj želijo nekako uskladiti to zakonodajo, ne. Je pa taka diskrepanca, da ameriški zakon je, mislim, da nekje iz 70-ih in medtem, ko je Evropski zakon o kemikalijah je pa veliko relativno nov in tudi zelo napreden, ne. Plus še v ZDA nimajo čisto poenotenega sistema, ne, imajo cel kup enih zakonov in državnih zakonov in tako naprej, ne, ki regulirajo področje kemikalije, ne. V Evropi je pač rič to nekako uredil, Mislim, da sem tukaj bral, da je bilo celo tako, da so tukaj združile moči in evropske in ameriške korporacije, zato da bi poskušale omiliti te zahteve riča, no? Tako da tukaj sodelujejo skupaj zato, da bi pripeljali do nekih manj zahtevnejših, ne. Mogoče še eno področje, ki je bilo zanimivo, je tudi raba pesticidov in pa te klorirani piščanci, no, famozni, te se zelo pogosto pojavljajo. Klorirani piščanci so vedno, tudi tako omenjeni, glede tipa, ne, skratka pač zato, da se pač v Ameriki piščance razkužijo, ne, pač zaradi teh bakterij, ki so pač na površini piščancev, jih razkužijo, tako da jih v neko klorovo raztopino potopijo, ne, pač v Evropi se pač tega ne sme delati zaradi Pri nas je prepovedano, mislim, da je celo tako, da Evropa ima tak pristop, da vzdolž celotne verige, se pravi od vzreje piščanca do zakola, skrbi za to, da je higiena, medtem ko v ZDA recimo nimajo takega, ne, pri njih ne skrbijo že prej za higieno, ampak preprosto na koncu pač... Mi ga skuhamo, pa so ničem utrejeni. Pa je. Se to je ena past, ne, zdaj pač te klorirani piščanci, ne, so pač, ker so, ne, v neki verziji, ne, teh sporazumov je pač se je odprla neka možnost, ne, da klorirani piščanci bodo pač bili uvažani v Evropo, ne. Zdaj so postali klorirani piščanci ena izmed unih pač teh glavnih točk, ne, kjer pač opozarjamo na nevarnosti tipa in seveda, zdaj, če boste brali kloriranih piščancev, seveda ni več mogoče uvažati v Evropo, ne, ampak se bo mogoče neka druga stvar odpira, ki smo jo spregledali, ne, tako da to je še neka past, ne, se mi zdi, kjer se tukaj ujamemo, ne, če preveč izpostavljamo, ne, tako neke konkretne primere, ne, zdaj, tudi glede riča, ne, saj pač vedno, kadar se nekaj v javnosti izpostavi, ne, potem tako je pač, in je pač problem, ne, in je v medijih, ne, pač, ne slovenskih, ampak recimo bolj večjih državah, ne, potem to pač Evropska unija, pa ne skrbite, vse tega pa ne bo, ne, ampak problem je na sistemski ravni, ne, ker lahko pa da bo nekaj drugega, ne. Recimo to meso, pardon. To pač meso, ki je pač pridelano s pomočjo rastnih hormonov, ne, tudi eno tako področje, kjer je pač v enih verzijah tipa bi se odprla možnost njegovega pač uvažanja v Evropo, ne. V Evropi je pač že od leta 1989 pač prepovedana pač uporaba, ne, rastnih hormonov v predelavi, v živinoreji, medtem ko v ZDA še vedno ni, ne, oziroma niti ne kaže, da bo, ne. Kaj so še kakšni taki primeri iz tega področja varne prehrane? Tukaj tudi mogoče mene že sam to, da skozi to usklajevanje zakonodaje, da bi dopustili nižje standarde,
je že to samo po sebi res odpira toliko možnosti, ker so, ne vem, CETA, recimo kanadski sporazum je bil zdaj objavljen. Gradivo je vsega skupaj, mislim, da obsega 1500 strani, tako da tukaj je zdaj polje odprto v nedogled. Je pa, recimo, gensko spremenjeni organizmi so tudi ena izmed teh točk, kjer industrija zelo močno lobira za to, da bi se sprostil ta trg, ker je v Ameriki se smatrajo kot znatno enakovredni konvencionalnim organizmom, medtem ko je pri nas to recimo veliko bolj omejeno. In kar je mene recimo osebno zmotilo pri tem je bilo še bolj to, da recimo, mislim, da je Združenje za gojenje koruze in soje, American Soybean Association, nekaj takega, je dalo predlog, da se odpravi te omejitve, skratka, da se omili, ampak tista točka, ki me je še bolj zmotila, je mogoče tudi to obvezno označevanje artiklov, ki vsebujejo GSO v Evropi, ki je prisotno. So tudi to napadli kot trgovinsko oviro. Se pravi, da kar se njih tiče, tudi mi potrošniki, ko bi prišli v trgovino, ne bi imeli več pravice niti vedeti, a ta izdelek vsebuje GSO-je ali ne. Ampak spet bi upozoril na tisto, kar se prej rekel, tega ne bo, zdaj v sporozumu, ker so pač na to upozorili. Ne, konkretno ne bo tega pisalo, ampak... Problem je v tem, kjerokoli stvar se izpostavi, v kjerkoli primer pogledamo, vidimo pač zaradi te neenakosti, pač v regulaciji med Evropo in Ameriko, da pravzaprav smo vse vedno v istem primeru. Povsod se odpirajo polja. In dobro, ne bo piščancev, ampak nekaj pa bo, nekaj se bo pa sigurno, pač bi rekel, to zmanjšali. Enostavno, nekaj bomo spregledali, nekaj pač... Motivacijski prak je enkrat hoče podajati nekaj, je zelo zainteresiran, da svojo konkretno stvar skozi piši. In če to pride ven, je seveda javni odziv ogromno ljudi, seveda je proporcionalno močnejši. Dokler se pa nekaj dogaja pod radarjem, je pa to nekaj drugega seveda. Dokler, mislim, je to v eni masi Tle se tudi odpre to vprašanje, do kje je to ovira trgovini in kje je javni interes, kako zdaj določiti to mejo, kaj pa je še lahko liberaliziramo v imenu neke ekonomske, gospodarske rasti, kaj pa je tista točka, kjer pa absolutno rečemo, to pa je, kdo bo zdaj to določal, ker če bo to zdaj ta regulatorni svet, kjer bo industrija sodelovala, je to precej slabo bet za prihodnost. Iz vsega, kar ste povedali, dragi moji, z vsem spoštovanjem, jaz mislim, da je treba jasno in glasno ljudem povedati, da mi standardov, ki so nižji od standardov, ki so trenutno veljavi v Evropski uniji, ne moremo in ne smemo sprejeti. Če Amerika uvaža k nam, ne se prilagodi. To je... Mislim, mi ne bomo izvajati Ameriko. Problem je tak, se tu pogajajo, da so ti politiki, ki so plačani z denarjem. Jaz se strinjam. In te politike vedno plačujejo korporacije, ki plačujejo predsedniške kampanje in tako naprej. To je vsem dobro znano, zato tudi predsedniške kampanje v Ameriki trajajo po leto in pol. Ni to noben problem. Hočem povedati, da tukaj, glede na to, da, bom rekel, povezovanja ni celotnega vajenega predavanja, ki mi je osebno zelo zanimivo in sem vesel, da sem prišel, je ta, da je to zadeva širšega interesa javnosti in tukaj definitivno jaz mislim, da mi ne smemo, pogojujemo. Zdaj tukaj moramo malo pogledati nazaj. Ti si rekel, da si iz stroke logistike, jaz sem tudi logist. Točno vemo, kaj so antidampinške uvedbe, zakaj se uporablja carina kot regulativa pri uvozu in tako naprej. In tukaj bom rekel, da so to mehanizmi, ki so veljavi od nekoč in jaz mislim, da konec koncev je to v veljavi z nekaj razlogov in mislim, da tako tudi ostane. Ne, da sem proti temu, da se mednarodna trgovinska izmenjava, bom rekel, med Ameriko in Kanado in Evropsko unijo zmanjša. Definitivno se zmanjšala ne bo, zato ker mi kupujemo vsaj to, kar gre preko oziroma vsaj, kar sem jaz seznanjen, relativno malo uvažamo iz ZDA direktno v Slovenijo. Ni nekega velikega uvoza. Naši strateški partnerji so, bom rekel, od kjer mi kupujemo, so večinoma v EU oziroma pokrivajo ta segment zelo dobro države na Daljnem vzhodu. Govorimo v največji meri trenutno Kitajska, vendar je to
deloma zdaj se to interno regulativno upada, zato ker tudi Kitajska se je začela zapirati glede na to, da je trenutno med najbogatejšimi državami na svetu, tako je za Rusijo. In da je, bom rekel, tudi Kitajska več za vsak denar izdelkov v Evropsko unijo oziroma kamorkoli ne bo prodajala, zato ker tudi Kitajci, tako kot so delali 10 let nazaj za $40, delajo zdaj za 10-kratnik te plače. In če se bo ta dobra praksa rasti BDP na Kitajskem nadaljevala, bodo kmalu delali, ne vem, za 20 ali pa 30-kratnik, kar pomeni, da ne bojo več konkurenčni in se bojo te proizvodnje selile. Zdaj, ali se bo to selilo v Indijo, ali se bo to selilo v Afriko, ali se bo to selilo v Južno Ameriko, je trenutno stvar lokalnih interesov korporacij, ki bojo tam pripravljene vlagati. To se mi zdi zelo pomembna stvar, ki ste zdaj odprli. Namreč v to neko koalicijo, ne bom rekel proti sporazumom kar tako, ampak pač bi rekel, poskusa odprti sporazume na nek bolj transparenten način, se zelo vključujejo tudi recimo organizacije, pri nas recimo je šolski sindikat, SVIS je en redkih, ki se je pač v glasu mislim, ki se je malo bolj tako resno angažiral, glede tega. Počasi se bodo, mislim, da tudi drugi sindikati pač zelo začeli s tem ukvarjati, namreč eno veliko področje, ki se ga pač dotika tako ta sporazum tip, se pravi trgovinski, kot tisti drugi sporazum, ki se tudi zdaj v njem pogovarja, torej TISA, ki je na nek način še bolj tajen, še manj se ve o njem, mislim, se pravi sporazum o trgovanju s storitvami, tip in TISA, je pač nekaj, kar bo zelo vplivalo, pač potencialno zelo vplivalo na delavce, na trg delovne sile, na zaščito delavcev. Enkrat, ko se bodo, rekel, če se bo sprostil trg s storitvami, kakšne bo imel, bi rekel, to vpliv direkten, pač na delovna mesta, na ta zaščitena, recimo, delovna mesta, recimo pač Slovenija, tudi šolstvo, ima, recimo, kaj povem, imamo, mislim, mogoče se tudi ne bo strinil z mano, recimo na univerzi, pač imamo pač zahtevo, da pač učitelj na univerzi zna slovensko, A bo lahko mogoče to tudi mogoče že je, to je že znotraj evropskih sporazumov, je že problematično. Že uvera, pač tako prostemu protoku storitev, Mogoče bi jaz tle na tej točki, ko smo o tej migraciji delovnih mest in industrije, ko je bila za ta tip, je bila naročena študija tudi o ekonomskih učinkih, kjer govorijo v najbolj optimističnem scenariju o 120 milijardah rasti. Je pa noter en podatek, ki ga pa pogosto ne poudarjajo preveč, da z naslova teh migracij industrij in tega, da bi skupno v EU in ZDA lahko prišlo do izgube cirka, mislim, da je bilo številka 700,000 delovnih mest. Je celo tako, da bi upadlo. Ali pa recimo, mislim, da je junija letos je Wikileaks dal v javnost nek dokument iz pogajanja o tem sporazumu TISA, v katerem med drugim pač so pogajanja tekla o pač privatizaciji oziroma o problemu pač pokojninskih skladov. In je bilo pač določeno pogajalsko stališče, ki se je tam zastopalo in je bilo v tem Wikileaks dokumentu pač zapisano, da pač državni pokojninski skladi pač ne smejo nelojalno pač konkurirati tujim pokojninskim skladom, ki pač nastopajo na prostem trgu. Kar pomeni, pač v neki skrajni konsekvenci lahko direktno tako, pač na v bistvu pokojninsko zavarovanje, od države sponzorirano, garantirano pač pokojninsko zavarovanje. Take stvari recimo se pojavlja. V tem istem Wikileaks dokumentu je bilo tudi vprašanje pač zdravstvenih zavarovalnic. To, kar recimo zdaj se v Sloveniji dogaja. Se pravi, nek trg, ker vedno gre za pač trg, ki ne bi bil tukaj prosti trg storitev, pač lahko pomeni tudi, da pač pravzaprav država mora odprti tudi trg zdravstvenih zavarovalnic,
in ne dajati recimo neke nelojalne prednosti, ne kot državni zavarovalnici. Tako da tale tip, ne, in tudi še bolj pa ta TISA, ne, je pač po mojem nekaj, kar bo zelo, zelo pomembno, ne, tudi za, bi rekel, sindikate in za, bi rekel, to socialno delovno področje, ne, kar se lahko tudi tako iz zahrbta ti nekaj pač prikrade, ne, ki bo kar naenkrat vse tisto, kar si dosegel z nekimi pač političnimi pa sindikalnimi boji v lastni državi, potem povoženo z neko nadnacionalno zakonodajo, ki bo v končni fazi preko teh sporazumov postala evropska. Ne. Mislim, da je bil ta dokument TISA, ki ga je Wikileaks dobil osnutek, poglavje o finančnih storitvah, pa nisem sicer pripričan. To so že precej tehnične stvari, ampak koliko razumem, ne bi tukaj v okviru TISA države naštele, katere storitve izključno ne bodo dovolile oziroma pustile na trg in liberalizirale. Ne. Tako da se pravi, tisto, kar danes naši predstavniki ne bojo zapisali v te sporazume, bo v bodoče odprto za globalni trg. Ne. Po mojem je bilo zanimivo, ne, tisto, ko smo se pogovarjali, ti več veš o tem, ne, kako to poteka, ne, kako recimo Slovenija vstopa v ta pogajanja, ne, konkretno. Ne. Ja, jaz sem... Ne dajo list, podpiši in naprej. No, jaz sem se slučajno, ker organiziramo več teh razprav, sem se dobil tudi z direktorjem direktorata za internacionalizacijo in po teh, se pravi, odteklih likt dokumentih izvedel, da je takrat ravno pri Svetu Evropske unije potekal nek sestanek, delovna skupina je zasedala in če je bil tisti dokument verodostojen, je tam pisalo, da bo agenda tega srečanja tudi TISA in CETA. Ne. In so potem na tem sestanku vprašal, če je bil kdo od naših tam prisoten. Ne. V agendi seveda ni bilo besede in sem zvedel potem, da je bil ta direktor direktorata takrat tam. Kasneje sem tudi zaprosil, če je tukaj Slovenija kakšna uradna stališča posredovala v okviru tega sestanka, pa ni bilo odziva, žal, ne. Ampak ravno to je tista težava, ne, ker poteka na toliko netransparenten način, da ne veš sploh, kdo tvoje interese in kdaj zastopa. Ne. In je potem... In če jih sploh. Če jih sploh... No. Zaščenka, ta bivša Nataša Pirc, no? Je to v principu verjetno, ne? To je pravno vprašanje, resnično. Ja. Ni ta transparentnost, no, po mojem. Ja, absolutno, ampak... Te smo pri konkretnem... Ja, no, se jaz nisem, lahko bi še posredoval formalno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, prišel bi odgovor, da to ni informacija javnega značaja in ker je ravno tukaj, ko ti si... A je prišel ta odgovor? Ne, ker nisem, se pravim, ker smo v neformalnem smislu sem poslal, lahko posredujem še tako, ampak... Da ne bi mogel zagovarjati, da ni. Ja, ravno to bi bilo šokantno pri tem TISA osnutku poglavja, ko so ga takrat objavili, je v vogalčku piše, ne, da v primeru sprejetja ali pa propada teh pogajanj nič od tega še 5 let ne sme postati javno. Ne. To je v vogalu tistega, zato je verjetno bi pričakoval tak odgovor strani potem tistega. Ja, če je kruha in igler, če je veliko pa nima pedakov, se da vse. Ja. No, tako da... To spet na sodišču, če bi se nekdo spravil teh 5 let. Najbolj bi dobil. Dogovor, da so oni tih, no, če bi pa nekdo to spravil na sodišče, tega ne more zagovarjati. No, tukaj je bilo mogoče to še, ja, da, ker je Evropska komisija dolgo ni želela nobenih informacij v zvezi s tem podajati, ne. In je potem tudi Evropsko sodišče je nedavno razsodilo, da bo v bodoče, ker do zdaj Evropska komisija preprosto rekla, zaradi gospodarskih interesov so pogajanja tajna, informacije niso dostopne, zdaj Evropsko sodišče le razsodilo, ne, da naslednjič ne sme take pavšalne argumentacije uporabljati, ampak da naj zelo jasno utemeli, zakaj je tukaj večji interes gospodarski ali pa večja potreba po tajnosti, kot pa po neki transparentnosti. Poznate tisto zgodbo o Tešu, ne, kako je poskušal ta bojevnik proti Tešu, Vili Kovačič, nesrečni, prideti do študije, ki jo je HSE, ne, se pravi lastnik Teša, je naročil študijo, v kateri je bilo pač argumentirano, zakaj je gradnja Teša bolj ekonomsko upravičena kot pač obnova bloka 4x5. Ne. Neka ključna študija, ne, pač, ki je dokazovala, da se ekonomsko bolj splača graditi Teš 6, kot obnavljati na 2 bloka. Ne. Do te študije se ni dal prideti, nikakor, na noben način, ne. Pač tajna do konca, ne. Niso jo dali od sebe, ne. So rekli, ne damo. Ne. Potem je pač Vili Kovačič je šel do pooblaščenke, ne, pač je sprožil postopek, ne, pooblaščenka se kar orang, ne, potem s tem ukvarjala, ampak potem je pač prišlo do trika, ne, ko so se ga oni poslužili. Namreč oni
oni so to študijo, ko se je seveda pač državna pač firma, ne, in v tem smislu pade pač pod to zavezo transparentnosti. Ampak to študijo so pa naročili pri enem avstrijskemu projektantu, ne. In ta avstrijski projektant, ne, seveda, verjetno v dogovoru s temi, je to študijo zaščitil kot svoje avtorsko delo, ne. In je bil pač neka pravna uzanca, ne, zaradi katere tudi informacijska pooblaščenka ni mogla zahtevati javne objave, ne, pač te študije. Ker so se sklicevali, ne, pač na to, da pač ima avstrijska projektantska firma, ki jo je naročila, ki jo je naredila, ne, s pogodbo tako napisali, ne, verjetno so predvidevali mogoče celo to, ne, da pač zadeva ni padla pod to slovensko zakonodajo, ne, o pač transparentnosti, ne. Kaj se je pol zgodilo, ne, seveda, pač mogli so to študijo pokazati, ne, ampak nesrečni Kovačič je mogel poljeti tja v Šoštanj, ne, in tam pač sedeti, ne, pač za eno mizo, kjer so dali pač ono študijo mu v pogled, ne, tam je ful enih skic pa tabel, ne, niti fotografirati ni smel, ne, samo zapisoval si je lahko s svinčnikom tisto in tam je zraven njega je tako stal direktor HSE, ne, in še ne 3 drugi, ne, da ne bi slučajno, ne, on kaj tako čudežno tam preslikal. Mislim, to je druga zgodba, na nek način je fascinantna, ne, ko vidimo, kakšnega trika so se poslužili, ne, zares pač prenesli so pač tajnost so transferirali na zaščito pač nekaj avtorskega dela, ki so jo naročili pri tistih Avstrijcih. Tle je tudi ena vzporednica, mogoče bi jo še jaz potegnil, ko so leteli na komisijo očitki, da ne vključuje javnosti, je bila ustanovljena neka ad hoc skupina iz predstavnikov nevladnikov in tudi korporacij in sindikatov in tako naprej. In to vključevanje približno tako zgleda, kot je Vili Kovačič dobil te dokumente tam, ne. Prideš v neko, ne vem, secure room, no, ne vem, kako bi to uslovili. Ja, Kleblo isto, ja. In dobiš na voljo, mislim, da je ponovadi po 1000 strani dolge dokumente, imaš 2 uri na voljo, podobno ne smeš slikati, snemati, preslikavati, niti svinčnika ne dobiš, tako da in na podlagi tega potem lahko se vključuješ v pripravo tega sporazuma, ne. In mislim, da je celo podobno, da tako tudi naši predstavniki v svetu EU, če se ne motim, imajo podobne možnosti, da na tak način pač pregledajo dokumentacijo in potem lahko svoj input dajo, kar je... Ja, mislim, tle je, spoštujem mene vse, recimo predajo informacije nam, ne, ampak proti zakonodajalcu, zakonopiscu ne moramo zmagati, ne. Če ima take in drugačne trike, kakor smo imeli, ne, je naš ta pogovor, kaj je prav, česa se moramo paziti brez veze. Ker če bo govorite, bo na konc zmagali. Dokler se ne bomo mi res zavedali, da so pač vsi te ljudje v naši službi, ker je dejansko pač res, ne. Oni so bili izbrani demokratično, če zdaj imamo demokracijo, ne, preko nas in plačo dobijo od nas, od našega dela, ne, od naših davkov. In ko bomo pač bolj to povezali direktno, ne, ko bomo rekli, ne 4 leta, ali kakor. Prva napaka, nam odgovarjaš, greš stran letiš, se bo to bolj dogajalo na tej ravni politik človek, ne, bo kaj drugačne. Ne, sej vzvodi so, ne. Teoretičenje. Ne, sej, zato smo tukaj, ne, pač ta projekt, ki ga je Humanitera sprožila, je ravno zato, ne da bi pač teoretizirali, ampak da bi pač probali izkoristiti to, kar pa je na voljo, ne, pač, in mislim, da se marsikaj se tukaj da narediti, ne, pač z obstoječimi stvarmi, ne, se ni čist, se akto, ne, na nek način so malo, ne, zaustavili, ne, v bistvu v Evropskem parlamentu. Tukaj se da po moje veliko narediti, sam moramo pa pač se o tem pogovarjati, ne, pa se pač podučevati, ne, pač vsi, ne, da pride stvar v medije, veš, da recimo, ne, pač kaj narediti, ne, če smo zdaj na tem zadnjem poglavju, ne, kaj storiti, ne, recimo, mogoče, ne, že en novinar, ne, ki pač, to so se tudi prej pogovarjali, že en novinar, ki bi profesionalno, ne, pač, recimo 1 leto, ne, pa pol leta pokrival v enem izmed slovenskih cajtangov, ne, pač te sporazume, bi naenkrat vedel zelo veliko njih, ne, in bi pač slovensko javnost o tem podučil, ne, in tako naprej, ne, in pač potem lahko uporabimo vse to od informacijskih pooblaščencev do pritiska na europoslance, do pritiska na naše poslance in se vključimo pač v to, ne, kar se pravzaprav sindikate in tako naprej. Zato je ful važno. Na internet, ki ga imamo konc vodnega in takrat se ostave. Tako da jaz ne vidim tega kot neko posebej teoretsko, mislim, začel sem z nekim, zelo, bi rekel, teoretskim uvodom, ne, ampak v resnici tukaj ne gre za zelo tako, bi rekel, prizemljeno stvar, ne, ker pač se mogoče tudi kar precej da narediti. Zdaj sem hotel reči, a nam je treba igrati to igro. Mislim,
če smo sprejeli ta pravila, bojo zmagali. Ni pa treba. Če, veste pa, bolj na globalno, čisto delač gledano. To pa tudi, ja. Ker v 90% ne bomo zmagali. Ja. A pa v 90% primerih, recimo. No, če grem na konkreten primer, ne, tukaj Evropa ima tako zasnovano to trgovinsko politiko, ne, da, oziroma ustvarjanje te trgovinske politike, da države članice imajo relativno omejeno moč tukaj. Ne. Sprav, eno je prek sveta EU, drugače je pa pristojnost pogajanj izključno v rokah Evropske komisije, svet EU zgolj poda nek uvodni mandat k temu. Ne. Tako da je Evropska komisija tista, ki pripravlja in vodi pogajanja in ona ni neposredno izvoljen organ ne, tukaj. Zdaj pa je blama. Ja, zdaj ima vse, ampak do zdaj so že leteli te očitki, ne, da zakonodaja ustanavlja. Je pa bilo, mogoče bi še to povedano, se mi zdi pa bolj pomembno, ne, kar je bilo pa ravno to, ko sem tudi na poti sam omenil, Evropska državljanska pobuda, ne, se pravi ECI tisto, ki je bila Right to Water, je bila ena, mislim, da celo edina do zdaj uspešna. Ja, mislim, da je bila edina uspešna. Kjer se zbira ta milijon podpisov, ne, tudi za ta tip inceto je bila prijavljena, izdelana je bila pravna študija za to, da bi ustrezala in pravilno, da bi bil tekst pravilno oblikovan in bi šlo skosno, če tako rečem, pri Evropski komisiji, pa jo je Evropska komisija cirka 2 tedna nazaj, mislim, da je zdaj jo je zavrnila. Ni dovolila registracije te pobude na neki relativno šibki pravni razlagi. Ne. Humanitera je bila ena izmed organizacij, ki bi koordinirala zbiranje podpisov tudi v Sloveniji. Ne. Tako da je zdaj mislim, da je bilo zdaj že cirka 250 evropskih organizacij je bilo takrat že vključenih v neko partnersko mrežo za to zbiranje. Ne. In gre skratka za nek precej močen blok, ne, ki predstavlja tudi sorazmerno velik delež evropske populacije, pa je bil na neki šibki pravni razlagi zavrnjen. Ne. Tako da zdaj bo ta odločitev komisije, bo sprožen spor pred Evropskim sodiščem. Ne. Drugo, kar je pa, da je odločitev padla, da se gre kljub temu naprej z zbiranjem podpisov, sicer ne v tem formalnem njihovem mehanizmu, ampak ravno to, da se ustvari nek pritisk, da se javnost to zavešča, da se kljub temu pokaže tem evropskim poslancem in tudi ameriškim politikom, skratka, da tukaj je interes javnosti velik in da tako kot trenutno poteka, preprosto ni sprejemljivo. In da ne morejo gaziti volje ljudi, ki se jih tam postavili. Ja, tako da peticija bo v kratkem pripravljena, no, spremljajte nas. Če vas skrbi, prispevajte podpis. Bo pa še ena mogoča akcija, tudi, ki bi jo še tukaj, je pa 11. oktobra bo ta European Action Day Against TTIP in CETA, pa mislim, da tudi TISO konkretno. Je pa podobno, kot je bil zdaj ta Climate March, ne, je tudi neko poziv za panevropsko organizacijo spontanih protestov po celi Evropi, tako da računamo, da bomo tudi v Sloveniji uspeli kaj pripraviti takrat. No. Kdo je danes v imenu Slovenije v New Yorku? Kdo je danes v imenu Slovenije v New Yorku? Pahor mislim, da je tam, ne, če se ne motim. Ja, on je šel, ja. Drugi problem. Za vlado konvent. Kranjc je bil danes sklev pri nas, v Ljubljani, tako da ta glavni, običajno glavni slovenci. To je država. Ja, tako da jaz ne vem, mislim, da je Pahor tam. Če bi da z vlade. Še že ne benga. Ma ne bom rekel. Predsednik vlade je ustanovil urad za podnebne spremembe. Vem, da je Pahor vem, da je gor. Ja, ne vem, če, mislim, ta vlada, to je zanimivo, ne. Ni videti, ne. Zaenkrat ni nobene intence še pokazala, da bi ustanovila, da bi pobudila urad za podnebne spremembe ponovno. Ja, se tudi debata, kot je okoljske teme, ni bilo ne na evropskih, ne na državno-zbornih. Ni bilo, Nič, ne. Na zaslišanju je en poslanec Združene levice vprašal, ne, ministrica za okolje pa je rekla, ja, da bo ustanovila kaj novega, če se bo pokazala potreba. Zdaj, mislim, se mi zdaj tako pravzabavno, če se pa še ti ni za podnebne spremembe pokazala potreba, pa danes pa si ti po nikomu. Če bo hodila nekaj drugega seveda povedati. Če so še kakšna vprašanja, mogoče za zaključek? Eno misel.
eno so pravila, drugo je pa, ne, da ima Evropska unija eno, recimo Italijo, ne, ki je v naši bližini, ki se pač ti predpisi čist odkrito kršijo. Recimo, ena zadeva je delovna sila, druga zadeva je lih žitarc. Italija je pač glaven uvoznik žitarc in izvoznik teh žitnih izdelkov v Evropi. Se pravi, iz polovice Evrope se vse voz v Italijo, tudi pač iz prakse govorim, ne, ravno to. In tam pač... Še iz marsikje drugje. Še iz marsikje. Problem je pa, ker se že 10 let to uvaža GMO, ne? Sploh še ne, iz Amerike, ne? In takrat... Ne, tudi dosti je tudi iz Afrike in Bližnjega vzhoda. Iz Amerike pa litna soja, pa pač koruza, ne? Ki se ne bi, ne? In pač te države so pod pritiskom že 10 let, izvoznice žitac, to so Mađarska, deloma Slovenija, Češka, Slovaška, Ukrajina. Tako, Južna, dobro, Ukrajina brem za pač meja, ne? Ampak Ja, za prehrano živine se lahko uvaža, ne? In nima, in te države že 10 let hijajo, ne? In Italija pač to uvoz iz zladajo pride iz Amerike, tam ceneš naredijo, ker je GMO, in pol nam prodaja evropsko kavo. Je pri živilski krmi ni... Dejansko, veste, kaj se tam dela? Navadno koruzo pripeljano v Italijo in okoli firme isto to koruzo naložimo kao bio in peljamo v Nemčijo. In Nemci to kup kao, da je... Bio, ja. In to je prav... to verjetno za živalsko prehrano, ne? Za človeško delajo teste, ne? To, ne? Ja, ma ne glede na to, veš, ti potem, če ti ponujaš zgodbo... To je nelegalno, ne, če to delajo. Samo to se dogaja, ne. Jaz en dogaja sem to videl in doživel večkrat. Ja, okej. Ne samo to, recimo ti zavedaj se, če ostanemo pri Italiji, ne. Ti zavedaj se, da za pridobiti naziv stvari, ki jo vsi uporabljamo, extra virgin olive oil, je vsebnost hladno stiskanega dobesedno hladno stiskanega olivnega olja, oziroma oljčnega olja, pardon. Mislim, da med 10 in 15% mora biti vsebnost hladno stiskanega oljčnega olja v steklenici in ostalo je čist navadno oljčno olje, ki ga vozijo v tankerjih, govorimo na pamet, iz Magreba, iz Bližnjega vzhoda, kjerkoli iz Grčije, konec koncev. In je to olivno olje, oziroma oljčno olje, dejansko lahko polne kvalitete in se plačuje, ne vem, 10, 12, 15 evrov. Ne? Medtem ko pa se recimo zavira, oziroma se ne promovira, imamo Istra je recimo pojem, pa bolj ko greš dol Dalmacije in tako naprej, recimo. In kmetje poskušajo to in res delajo po naravnih metodah, res je vse 100% hladno stiskano in to potem se ne prodaja naprej. Kaj država naredi na tem, da tem ljudem pomaga? Hotel sem povedati, da zakon ne funkcionira in da eno je, mislim, da lahko mi teoretiki, imamo teorijo, zmagamo, ampak ne bo se izvajal v praksi. In to pomeni, da pravna država ne deluje in ljudstvo moramo reči, ne samo, da je vprašljivo delovanje naših politikov, ampak nasplošno smo lahko že malo tiščimo glavo v pesek, če mislimo, sploh da je še pravično. Tako da bomo rekli, ne vem, ne gremo se več, konc igre, zigraste nas, golfaste in to je to, ne, mislim, ne vem, če prijemo do konca, če gledamo pač do konca, ne. Mogoče sem malo preveč, ne vem, vertikalni. Na obeh polih, ne, na obeh polih je treba delati. Dobro, hvala vam, ne, za udeležbo, širite evangelije naprej. Mislim, da moramo res to malo razširiti. Vse predavljamo spletno, tako da čez dovoljenje bomo tudi objavili. Komot. Razširiti naprej. Super. Splet je tako. Super, ja, se to je zdaj fajn, tako da tudi če imaš relativno malo poslušalcev, ne, se pa čas širi. Hvala, samo naprej širite informacijo.